pa nič. Ker še takrat nisi vedel, drugi dan sem ti mogel na ekranu kada, če te spomniš soboto. Ja, ker nisi dojel, da si svetovni prvak. Dela cesta. Pa kad cajt mineva 10 let, je mimo, da se še kaj spomnil. Evo, spominski večer, 12. december 2009. Hvala, Bora. Če boš še kdaj pozabil, da si svetovni prvak, imaš to. Hvala. Lej, tako bom rekel, del te zgodbe si bil, če ne bi bil del te zgodbe, bi mogoče zdaj podvomil. To je 12. december. 11. zvečer si bil prvak, to pa je 12. Viš, to je dva naslovnica. Noro. Pa notri imaš na strani 16. Dejan Zavec je na vrhu sveta, imaš notri. Glej to, še lasa sem, ja. Vsi smo imeli. Wow. Mislim, lej, To se ti spominjaš. prehitro gre, to kar že tako ali tako generalno ugotavljamo, ne, da čas prehitro beži, ne, ampak ob takih trenutkih pa veš kaj je bil največji push v mojem življenju pa moje kariere, ko sem na letališču v Ljubljani rekel, ko sem šel, da se zavedam, da bom zmagal predčasno in to bom tudi naredil. Sej dan danes, ko nekako gledam zgodbo za nazaj, ne, predvsem pa, ko gledam neke take zgodbe, bom rekel, jaz razumem, da vsaka zgodba je neka velika zgodba, ne vem. Meni je bila tudi ful velika zgodba, ko sem prvič v dvorani Tabor osvojil naslov NBA. Vedel sem, da to ni tisto, kar bi v svet wow naredil, ne, ampak jaz sem se za titulo trudil, wow, res trudil. Najmanj tako za to. Čeprav se tisti NBA ne sliši. Ne, ampak ti se reže košarka neka, ne. Ampak da pa potem skozi neki čas, ne, se pa zgodi nekaj takega, to pa je wow. Sploh ko danes gledam. Noč je pa ostala noč, vidiš? Ja, to pa vedno, to. Sila pa nam je blizu. Ne, ko danes pogledamo razne te boks meče pa to, ne, pa ko obrnejo tisti pas gor ali pa kakvi interkonti, pa kakva dobra borba ali pa svetovni prvak, na primer, ne, pa ko rečeš, ne vem, kogarkoli od velikih imen, ko se spomniš, ne, skoraj vsak ima IBF v roke. Wow, pa rečeš, Marija. Kakva sreča, oziroma kakva sreča, vse smo garali za to, ne, ampak ja, po drugi strani, koliko neke sreče moralo biti, da se res vse to poklopilo, mislim.